Dobrodošli nazaj na najnem kanalu. Sva Ponč in Sonč in danes bova govorila o temi, ki sicer ni tematsko povezana z najnim kanalom, ampak na drugi strani ta karantena tudi ni ravno prijazna do najne tematike. Hočem na potovanje! Pri tem bi res rada poudarila, da naj namen ni, da bi širila strah, delala paniko oziroma širila neke dezinformacije. Želiva si res zgor na kupu zbrati vse te ali pa vsaj nekaj teh teorij, za katere smo pač slišala in se mogoče malo pošaliti z njih, malo mogoče najin pogled na njih dati. Ker pač dejansko neke teorije vmes so samo bizarno smešne. Še en opomnik, preden začnemo. Večina stvari, ki se bo pokazala na ekranu tekom videa, bova tudi spodaj priložila linke v opisu, tako da si vse stvari lahko preberete tudi sami. Pa začnimo. Evo, prva teorija je kitajske influencerke. Ta teorija meni osebno jaz mislim, da od vseh teorij tej najbolj verjamem. Pa dajmo najprej pogledati en video posnetek. This whole thing's a joke, like. So you think this is all a hoax created by Twitter? That's what you're saying. I think, well, one clout started this virus. A bunch of girls in China started eating exotic animals for views on YouTube, and I know for a fact those bats probably do not taste good. They just wanted to shock people, and I get it because I'm a clout chaser myself. So this started a pandemic. Ta punca je očitno prepričana, da so koronavirus ustvarile kitajske influencerke oziroma vplivnice, ki so za voljo publicitete in ogledov na netu začele jesti netopirjevo juho. Tako, da naj bi šokirale ljudi in dobile veliko sledilcev. Druga teorija. 5G omrežje. Že v mojem glasu se sliši, da pač določene stvari me samo tako malo počkejo. Ampak okej. Se pravi, 5G omrežje. 5G teorija ima dva aspekta. In sicer prva je, da samo 5G omrežje oziroma sevanje povzroča koronavirus, ker takoj, ko so v Wuhanu inštalirali 5G omrežje, so začeli ljudje masovno padati in umirati. Kar je pač samo smešen. Teorija gre še nekoliko dlje, nekoliko globje. In sicer nekateri so prepričani, da vse večje bolezni iz preteklosti so nekako povezane z vzpostavitvijo različnih omrežij oziroma z napredovanjem tehnologije. Radijski valovi naj bi povzročili špansko gripo, 1G gripo leta 1979, inštalacija 2G omrežja naj bi privedla do kolere, 3G naj bi bil krivec za hudo gripo leta 1998, ko so inštalirali 4G omrežje, naj bi prišlo do prašičje gripe in nazadnje 5G, ki naj bi bil krivec za COVID-19. Ljudje imajo res veliko domišljijo. Ljudje morate razumeti, da korelacija še ne pomeni vzročnosti, kar pomeni, se pravi, če se dve stvari pojavita istočasno, še ne pomeni, da sta ena z drugo povezani. To bom najlažje tudi nekako pokazal z naslednjimi primeri. Iz slike, ki je zdaj na ekranu, lahko razberemo zelo dobro korelacijo med količino za užitek čokolade in možnostjo, da dobite Nobelovo nagrado. Tako da, če verjamete temu, potem pojejte čim več čokolade, pa boste dobili Nobelovo nagrado. Oziroma drug primer, vidimo, da obstaja tudi korelacija med količino uvoženih limon iz Mehike v ZDA in številom nesreč na avtocesti. Torej, več limon kot uvozimo, manj je nesreč na avtocesti. Tako da, zdaj mi pa vi povejte, a se vam zdi, da je med temi primeri tudi vzročna povezava in ne samo korelacija? Zavedava se, da velika količina sevanja okrog nas ni dobra za človeško zdravje, ne strinjava pa se z bučami, kot so trditve, da 5G ustvarja koronavirus. Drug aspekt te teorije pa je, da pač večina ljudi je proti 5G tehnologiji zaradi slabe propagande. In v bistvu naj bi ta virus pustili med ljudi, da bi dosegali karanteno, zato da bi v vmesnem času velike korporacije lahko zgradile te 5G stolpe in vzpostavile omrežje in lansirale
5G tehnologijo med ljudi, ker oni tako mest ne more nič narediti. Tretja teorija – protesti v Hongkongu. Ta teorija govori o tem, da naj bi kitajska vlada spustila virus med ljudi zato, da bi ustavila milijonske proteste v Hongkongu proti Kitajski. Protest je bil namreč res hud in razsežen z več milijoni udeležencev. Zavzeli so avtoceste in ulice ter vlado pripeljali do te meje, da so uporabljali solzivce in gumijaste naboje proti protestnikom. Protestniki so vračali z metanjem kamenja in slepili policiste z laserji. Skratka, bil je kaos, ki naj bi ga utišali z virusom, saj so od takrat ulice prazne. Ta teorija je predvsem dobila veliko sledilcev na platformi 9gag, kjer se pač vrtijo te neke smešance, ki jih tudi zelo lahko vidite na ekranu. Skratka, tudi to teorijo, tako kot večino drugih teorij na tem spisku, se da negirati z eno samo stavkom. In sicer virus in pandemija imata veliko večji negativen vpliv na vse vidike globalnega življenja in a se zdaj splača vse to narediti, virus spustiti, karantene, bla bla bla, samo zato, da utišaš en protest? Ne vem, jaz mislim, da ne. Na tej točki bi še enkrat samo opozoril, imate spodaj tudi link, če vas kaj več od tega protesta zanima in tudi ostale stvari, vse je spodaj. Četrta teorija – zaslužek oziroma Denar, denar, stav vladar! Ta teorija je v istem predalu kot velika večina teorij zarote na internetu. In sicer, da se vse vrti okrog denarja. Tukaj je zopet več različnih podteorij, med katerimi izstopata dve. Manjša je ta, da naj bi ZDA spustila virus na Kitajsko, da bi na globalni ravni preprečila kupovanje poceni izdelkov iz Kitajske in s tem povečala prodajo svojih domačih proizvodov. Let me just say something. That's really bad reporting. Ta teorija sicer nima dobre podlage oziroma temeljev, saj veliko korporacij in podjetij kupuje dele iz Kitajske in jih inkorporira v svoje višje tehnološke izdelke. Bolj zanimiva teorija pa je ta, da ne bi Kitajska zaradi korona oziroma na račun koronavirusa dobila nazaj v svojo last kitajsko kemično in tehnološko industrijo, obenem pa še zaslužila $20 milijard. Kot rečeno, več si lahko preberete v članku spodaj, nekako povzetek pa bi bil, da je zaradi dogajanja v Wuhanu kitajski valuti močno padla vrednost, potem pa še nadaljno dober odigran scenarij predsednika Kitajske Xi Jinpinga je privedel še do nadaljnega padca cen delnic kitajskih podjetij in seveda Zahod se je totalno ustrašil. Začel je množično prodajati te delnice, katere je nato Kitajska kasneje za praktično cente pokupila. S tem pa je dobila nazaj v last približno 30% podjetij, ki jih je sicer na Kitajskem imel v lasti Zahod. Tudi tukaj je zasnova sicer dobra, delno tudi resnična, saj so delnice podjetij zelo padle, ampak nekaj posameznikov je dejalo, da vse to ne bi imelo smisla, saj Zahod še vedno upravlja z velikimi denarci in bodo v priliki nazaj kupili izgubljene delnice in smo zopet na samem začetku. Kitajska ima industrijo, Zahod pa denar. Prihajamo do bolj kontroverznih teorij in začeli bomo z verjetno najbolj znanim človekom na svetu, Bill Gatesom. Ustanovitelj Microsofta, nekaj časa najbogatejši človek na svetu, filantropist in sigurno človek z zelo velikim vplivom. In kako je on vpleten v vse to? Teorija se začne z njegovim govorom, ki ga je dal na TEDx konferenci marca leta 2015, kjer v bistvu govori ravno o tem, kako nismo pripravljeni na naslednjo večjo epidemijo in da bi se morali bolje pripraviti. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Kar samo po sebi sicer ni nič kontroverznega. Jaz mislim, da pač vsak, ki se giblje v znanstveno-medicinskih krogih, se zaveda pomanjkljivosti našega zdravstvenega sistema, mislim, na globalni ravni in konec koncev tudi nepripravljenost nas samih. Gre vseeno za dokaj redek, a zato nič manj
resen dogodek. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In v bistvu že tudi George W. Bush je govoril o tem, da nismo pripravljeni na potencialno katastrofo, ki jo predstavlja pandemija. Kar zadeva Bill Gatesa in ob kar se je večina ljudi spotaknila, je dejstvo, da je en največjih sponzorjev, donatorjev WHO-ja, Svetovne zdravstvene organizacije, kar naj bi mu dalo precej nekih internih informacij, do katerih nima vsak dostopa. Če ne celo odločanja o dejanjih WHO-ja. Če še to ni dovolj, ima na Netflixu dokumentarec, v katerem naj bi celo napovedal Wuhan in COVID-19. Kot zadnja in najbolj kontroverzna stvar pa je njegovo financiranje projekta ID 2020. Gre za platformo, ki se ukvarja z digitalizacijo osebne identitete. Gre za zelo kompleksno tematiko, ampak trenutno se program predvsem ukvarja z dokazovanjem istovetnosti na internetu, torej da si ti res ti. Seveda ne manjka špekulacije o tem, da ne bi ta tehnologija enkrat nadomestila potne liste, se veste, z čipi pod kožo in podobno. Kar je v bistvu najbolj razburilo javnost in dodalo polena na samo teorijo, pa je njegova izjava v vprašaj me karkoli dogodku oziroma po domače Q&A, da bi s pomočjo digitalne identifikacije lahko v bodoče preverjali, kdo je cepljen in kdo ne. To je šlo seveda predvsem na živce anti-vaxxercem, ampak ok. Ker se je v bistvu dogodek navezoval na njegovo razmišljanje in poglede na COVID-19, so seveda ljudje takoj izjavo obrnili na glavo z nesmisli o mikročipingu v povezavi z ID 2020 in tako dalje. In ozadje celotne stvari, potencialno sledenje ljudem na vsakem koraku. Tu bi povedala, da Gates v Q&A-ju ni govoril o nikakršnem mikročipingu, poleg tega je ta človek naredil veliko dobrega v svetu, zlasti na področju zdravja. Kar pa se sledenja tiče, pa smo že tam. Mislite, da smo brez mikročipov lahko brez skrbi? Naj vas opozorim na tole. 6. teorija, načrtno zdesetkanje populacije. Teorija izhaja iz ideologije norega znanstvenika, ki je v bistvu zelo lepo predstavljena v Dan Brownovi knjigi Inferno. Zdaj, če povzameva celotno idejo, ljudi na svetu je preveč. Every single global ill that plagues the earth can be traced back to human overpopulation, but serious birth control measures, they don't stand a chance. Vse grozne stvari tega sveta so ali posledica prenaseljenosti, kar je deloma res, oziroma bi se jih dalo umiliti z zmanjšanjem populacije. Zdaj, konkretni primer. Določen procent ljudi si vsak dan na krožniku želi imeti steak, neko govedino, krave itak, oziroma živina in ta industrija je itak zelo velik proizvajalec emisij CO2. Torej, če je ljudi manj, je potrebe po govedini oziroma kravah manj in posledično imamo zopet manj emisij. Zdaj, tukaj sem res govoril sam na primeru emisij CO2, ampak on v bistvu to razmišljanje razširi na vse aspekte življenja, od pitne vode, rib do topljenja ledenikov. Skratka, vse pride nazaj do ene ključne točke, preveč nas je. Half the animal variants on Earth have vanished in the past 40 years. They're done. Finished. Not coming back. V knjigi ta nori znanstvenik ustvari patogen, ki bi zdesetkal populacijo. In tu pride v enačbo COVID-19 teorija zarote, ki je šla malenkost dlje. Zagovorniki verjamejo, da je bil virus ustvarjen, kakorkoli morbidno se sliši, da zmanjša predvsem populacijo starejših ljudi.
Saj veste, razbremenitev pokojninskih blagajn itd. Vse to pa, ker so na začetku verjeli, da virus prizadene le dedke in babice. Kot sedaj vidimo, temu ni tako in zbolevajo tudi mlajši. Vse ima teorija. Naša zadnja teorija zarote se nanaša na zelo popularno domnevo, da naj bi virus izhajal iz kitajskega laboratorija, ki rokuje z najbolj nevarnimi patogeni na svetu. Spet drugi vir navaja, da v resnici izhaja iz kanadskega laboratorija. Obstaja pa tudi teorija, ki povezuje obe in o tej bova spregovorila. Članek v Washington Timesu navaja možnost, da naj bi virus ušel izpod nadzora wuhanskega biološkega laboratorija, ki se ukvarja z biološkim vojskovanjem. Te trditve so sicer kasneje zanikali. Laboratorij, o katerem govorimo, je Wuhanski inštitut za virologijo. V laboratorij pa naj bi virus prinesla dva virologa oziroma kitajska vohuna, ki sta delala v kanadskem laboratoriju, ki je prav tako označen z biološko stopnjo nevarnosti, pač level 4, enako kot wuhanski. Znanstvenica Zheng Chu in njen mož Chen Qiding sta bila iz kanadskega laboratorija odpuščena pod pretvezo slabe delovne klime po poročanju kanadskih medijev. Chu naj bi celo sodelovala pri odkritju zdravila za ebolo. Par naj bi na skrivaj pošiljal dele svojih raziskav oziroma celo patogena wuhanskemu laboratoriju, ki pa je nato bioinženiral COVID-19. Evo pa smo prišli na konc videa, ampak prosim, ostanite še minuto. Z vami bi rada delila nekaj o teorijah zarote še tako, na splošno. Midva se zavedava, da pač določene teorije zvenijo zelo resnično, morda nekatere tudi so, tega pač ne bomo nikoli vedeli. Sigurno pa vemo eno stvar, in sicer, ko bomo začeli zaničevati znanost in jo nadomeščati s stvarmi, ki bodi so, bodi niso, lahko to pomeni zelo veliko škodo za vse nas. Čeprav se za teorijami zarote skriva v bistvu nekaj zelo tehtnih premislekov in argumentov, ne pozabite, vedno se najdejo tudi enako dobri, če ne celo boljši protiargumenti. Tako da ohranite trezno glavo, mislite z njo in na stvar poskušajte pogledati tudi mogoče z druga zornega kota. In da zaključiva na to noto, za vse tiste, ki ste še vedno prepričani, da so virus namerno ustvarili ljudje, bo v opisu spodaj kot zadnji link tudi povezava do najbolj kredibilne znanstvene revije Nature in njihovega članka o resničnem izvoru COVID-19, ki je naravnega izvora. To je z najne strani vse. Če se vam zdi, da sva kaj izpustila ali želite načeti neko konstruktivno debato o stvari, pustite spodaj komentar oziroma vprašanje. Če vam je video všeč, pa lajkajte in subscribejte. Se vidimo naslednjič, do takrat pa ostanite doma in pazite na svoje zdravje. Ja, še nekaj. Pa da mi ne bi slučajen kdo komentiral najinih last, ker še nisem bila pri frizerju. Hashtag ko jebe naraste. Čau, čau. Čau, čau.